Hvala, super si bila. Čakam enega, Saša mu je ime, Kapetanovič se piše. A veš, kam midva greva zdaj? Fortna je povabil na prvo vožnjo enega ekstremno zanimivega avta. Tudi lokacija je precej zanimiva, Maroko. Zdaj pa čakam, da pride. Jaz sem pripravljen, kaj mehen šolarček. A gremo? Kdaj gremo? Hvala, Kapetanovič, kje se? Borka Madon. Končno! Ura! Danes s Sašo letiva sam do Pariza, pa jutri zjutraj s čarterjem naprej v Maroko. Zdaj gremo pa naprej v Maroko, je pa ena stvar dosti zanimiva. Letimo s čarterjem, ker pomeni, da je ponovadi vse skupaj mečkam bolj na free. Jaz bom prosil pilota, če sem lahko noter v kokpitu. A prav, long shot, ampak mogoče mi rada. No, okej, zdaj se pa tale pustolovščina šele res dobro začne. Komaj čakam, da nam pokažejo avto. It's my pleasure to welcome you to Morocco. Evo, Saša so pobrala ključe, avti so tukaj, razgled je pa, angliži bi rekli, magnificent. Evo jih, Raptorje, sivi pa modri. Jaz pa Saša sva se odločila za ta plavga. Ne vemo še čisto točen, kakšen program bomo imeli. Govorili se je o plezanju čez skale, o sipinah, vsem živem. O kamelah. Pa ne ljudi povoziti. Pa ne pizdari početi. Jaz ne vem, če se dobro vidi, ampak volan je tako debu pa mesnat. Pa mogoče še to, preden se lotimo resnega dela, on pa off-road tudi, Ford pravi, da je Raptorja, ne, da je Ranger Raptorja, je tisto originalni izveren je F-150 Raptor, a veš, iz Amerike. No, glavnem tega so razvili pri Ford Performance, to so isti ljudje, ki so naredili tudi Focusa RS, tako da obeti so veliki. No, dajva. Ne, nisem to hotel reči. Zakaj smo midva še na cesti? Ja, seki tle čez. Lej, prva kontrola. Ni razlike, ne? Sam res ne. Mislim, še malo boljš. Z dvema kolesoma vozimo off-road, z dvema pa na asfaltu. Ni razlike. To sem že enkrat uporabil v tvojemu vlogu, pa ne vem za kjer avto, ampak bolj ga tepeš, rajšte ima. Stojimo v koloni, ne vemo zakaj, za nama je prvih, dajmo reči, 20-30 km, občutki so pa zdaj taki, ne. Na asfaltu se čuti, da je Ranger Raptor malo bolj čvrst je, malo več kontrole čutiš nad tem, kar se dogaja. Sem pa vmes za fotkanje, zapeljal malo off-road. Koliko pa jaz komaj čakam, da se tale dan nadaljuje. Off-road. Just keep the distance between you and the car in front. Yes. Just take care and enjoy. Thank you so much. Okay, thank you. Bye bye. A veš, z voznimi programi je tako, da imaš grass, gravel, snow, za takrat, ki je malo bolj slippery, pa imaš normal, pa imaš sport, pa imaš rocks. Ta zadnji program je pa Baha. A poznaš Baha? To je tista puščavska derka, ki je čisto odpičena, če ne veš, kako izgleda. Takole izgleda. Sem pa kar malo ponosna, ker se mi zdi, da sva ga najhitrejšo mazala od vseh. Pa še nekaj je full hecen, ne? Nisem še bil na avtomobilski predstavitvi, kjer bi si avto z večjim zanimanjem ogledoval od spodaj, ne pa to, kar je tukaj gor. Super, full dobro. S teleobjektivom dela. 200.
Kva pa razgled, stari, daj ne. Pokneva tle eno slico. Eno stvar sem se zelo hitro naučila, tukaj so ceste ozke in če kdo prije nasprot, se moraš umakniti. In s tem avtom se je tako užitek umikati, zato da skozi iščeva uržah, da zapeljeva dosti ceste. Tako da, ko prijekš na avto nasprot, mi dva, V bistvu je tle zakon tak, ne napisano pravilo, da se naj umakne un, ki ima bolj primeren avto za umakance. Vedno midva, vedno. Ja, jaz mislim, da to da padle. Meni zdi, ali sam še bolj leze dal. Ja, stari, pa to ne moš verjeti. Ni padl. Nova lokacija, Rock Crawl, Skalek. Fuck, no, kill me. Kaj pa una reklama za Coca-Cola? Ženska na reklami za Coca-Cola ima brke. Put the gearbox in manual and use the paddles. Kaj je že onda? Ace Ventura, ko se boš čist poravnem z Defenderjem, ali tam pa Ok, to, kar se dogaja zdaj, je prvi resen test za podvozje tega avtomobila. Vklopila sva Rock Mode, to se pravi sistem, program, ki pomaga avtu premagovati res grob teren. Skale pač. Še eno stvar je treba poudariti, vozimo se čez skale, ker ne samo, da so razmeroma velike, tudi zgledajo fejst ostre. Gume, ki so bile narejene posebej za ta avto, so prilagojene off-road vožnji. Lej, to so gume, o katerih govorim, vidiš to? To ni toliko za asfalt, to je pa za tole. Tole je pa kar nahar. hud preizkus za Foxovo vzmetenje, ampak še hujši preizkus pa za najne želodce. Go into the mud and sand mode. To je naslednji program vožnje. Mud and Sand. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje peljal po tako zabavno zastavljeni off-road progi. Se vidi, da je pogosto uporabljena, verjetno tudi za štirikolesnike. Hitrost je tukaj pomembna. Zanos, ki ga imaš, ga moraš izkoristiti. Prepočasi iti v nekaj takšnega, se ne izide dobro. Gas, 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 gas. Kaj je dobro. Stari, Gregorčič, ponosen bi bil name. Prvič vozim po Sipinah. A veš, koliko uživam? Od 1 do 10. Ili 24. Tale ima tudi že malo dosti peska, vidiš? Now we will keep on high range, and for first time we will disconnect the DSC. Ok. So you can play a bit more nice, don't follow the gate, Okay. go free. That's good, thank you very much. Oh, quite bumpy here, I reckon. You can play. You can play. Not that much. We can drive it. Woo! Oh my God! Thank you very much. Why? That was a nice, comfortable drive. Thank you so much. I really enjoyed it. Lej, so si zamislili, da bo iz Sipina noter vrgla. Hajde, če nam rata. Ej, ne men! Ja! Ne! Noter je! To! No key detected. Ok, sem tu če iskati, tiš pa povedati, da nima ključa. Ti povej, kje so bili ključi. Ja, ki sem se odklepala z njimi. Jaz mislim, da ti ne prabo na uno stvar stopati, veš? A špere ima, ej! Hvala, super si bila. Se stuširam, jaz mislim, da bo... Točno v Kadi. Veš, kaj bo v Kadi, stari? Blatna kopel. V čevljih 7 kg peska. Posod ga imam. Še tam, kamor sonce ne zaide. Kamor sonce ne posije.
Ok, prvega dneva konc, jutri se razgovorim o avtu detaljno, o tehničnih karakteristikah, o motorju, o vzmetenju, o vsem, kar dela Rangerja, Raptorja posebenega.